Pred lokalnimi volitvami, v znamenju obletnic, urejanje mestnega jedra, upokojenci imajo krompir, literati in fotografi. Lepo pozdravljeni! Zakorakali smo v zadnjo tretjino meseca, v kateri poteka volilna kampanja. Zato informativno oddajo začenjamo z volilno dejavnostjo županskih kandidatov in list kandidatov za občinski svet. In to po vrstnem redu, kot so se zvrstili dogodki, na katere smo bili povabljeni in o katerih zgolj poročamo in jih ne komentiramo. Čas za soočenje z našimi vprašanji in za soočenje med seboj bo prihodnji torek in sredo. V torek namreč pripravljamo soočenje list kandidatov za občinski svet, v sredo pa soočenje županskih kandidatov. V nedeljo dopoldne nas je pod Črnitov Toplar na Verju povabil kandidat za župana Tomaž Kuralt. In to na predvolilni golaž, na Pirine žemljice pa lista Slovenske ljudske stranke, ki je ena od 3 političnih strank, ki so uradno dale podporo sicer nestrankarskemu in neodvisnemu kandidatu. Kuralt je namreč kandidaturo s podpisi omogočil Stanislav Žagar skupino volivcev. Predlaga in podpirajo pa ga nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode in 3 politične stranke, poleg že prej omenjene SLS, še stranka Zeleni Slovenije in Socialni demokrati. Glavna teza kandidata za župana 31-letnega Tomaža Kuralta, ki se ves čas sklicuje na volivke in volivce, je, da ga ti ves čas presenečajo. Še vedno pravijo, da bi raje imeli mladega župana, ampak vse mladega že imajo, ni dosti mlad. Mora biti še boljši, ali pa bolj prijazen do ljudi. Vsak mi reče, bod ljudski, ja, bolj ljudski, kada gremo na delo, maš, da moram biti. Prav obisk svete maše na zahvalno nedeljo v Pirničah je bil namreč razlog, da se najavljen dogodek ni začel ob predvideni uri. Temeljno sporočilo dogodka pa? Temeljno sporočilo je, da naj bojo ljudje veseli, ker je tudi moje geslo veselo na delo in zato smo tudi skuhali golaž, zato smo tudi ljudi pogostili. Kot pravi Kuralt, je prav pogovor z občani pripomogel k dopolnjevanju tistega programa, ki ga je v kratkih orisih predstavil na novinarski konferenci pred 14 dnevi. Glede programa je tako, da smo ga dopolnili, da smo na določena področja pozabili in v tem času so se pogovarjali še z mnogimi občani. Spoznanje v teh 14 dnevih je, da ljudje hočejo župana, ki pride do njih. To je včasih zelo težko, vsakmu županu je težko, ker imamo čas omejen. Tako da do vseh ljudi ne moremo in potem gremo največkrat do predstavnikov določenih skupin. V pisni obliki je program obljubil v teh dneh, do takrat pa prvenstveno še vedno pojasnjuje, zakaj kandidatura. Ja, moja prioriteta bodo gasilci in prostovoljstvo. To je definitivno prioriteta. Naslednja taka skupina so športniki, pa zdravstvo. Pravi, da se zaveda, kakšna je funkcija občinskega sveta in kakšna županska. Župan mora biti za zgled, in zdaj, če se en župan voz se pripelje s BMW-jem na občino, je malo drugače, kot če en iz Goričan peš prije do Medvode. Svoj nagovor zbranim pod Črnitov in Toplarjem je tokrat prvenstveno ponovno usmeril nazaj v iztekajoči se mandat in nanizal nekaj podatkov pridobljenih spletnih portalov. Med drugim tudi podatek, da je občina Medvode od leta 2015 do leta 2017 pridobila, kot pravi, evropskih sredstev le v višini 171.000 evrov. To je en stanovanje v Ljubljani. Pol mi pa rečejo, zakaj se družim z evropsko poslanko. Citiral je tudi članek iz začetka leta 2017, ko je časopis Moje finance občino Medvode uvrstil na 41. mesto glede kvalitete življenja. To je lahko v redu, lahko ni, Sam teh podatkov od občine Medvode ne boste nikoli slišati. Prav tako z spletnega portala je Kuralt črpal podatke o zadolženosti občine. Dolg naše občine se je sicer zmanjšal malo, skupni dolg. Kaj so pa naredili s tem, da so iz občinskega dolga prešaltali na dolg zavodov pa javnih podjetij, to pa ne vem, kakšne mahinacije se grejo. Da bodo tudi meni začeli okostnaki padati iz omare takoj, kam izvoljena. Gasilci so mi že napovedali, če ne bo gasilnega doma, bomo prišli na občino, sem rekel, meni boste prišli, če mi izvoljen.
So rekli, ja, sem rekel, se nisem jaz kriv za zadnjih 20 let. Pravi, da ne bo obljubljal ničesar, kar ne bi mogel kot župan tudi realizirati. Od občine pač vsi hočejo finance, sam vse finance niso zmer dosti. Včasih je treba tudi kakšen pogovor. Ali pa se s kom trikrat zmeniti, da se kaj premakne. Prav izgradnjo gasilnega doma v Pirničah sta kot eno izmed prioritet izpostavila tudi nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode in Slovenska ljudska stranka, ki sta, poleg Socialnih demokratov, Kuraltovo kandidaturo podprli že na novinarski konferenci na začetku volilne kampanje. Menim, da v občini ni visoke politike, tukaj so samo projekti in teh projektov se bomo lotili in jih seveda izpeljali za vso vnemo. Na tokratnem srečanju pa je uradno svojo podporo Kuraltovi županski kandidaturi tudi s podpisom dogovora potrdila še stranka Zeleni Slovenije. Kot enega izmed razlogov za podporo pa navajajo tako njegovo sposobnost povezovanja ljudi, kot njegovo obljubo o uvedbi participatornega proračuna. Srečanje pa Črnetov in Toplerjem pa so za svojega vzeli tudi kandidati Slovenske ljudske stranke, ki jih je doslej v občinskem svetu zastopal Štefan Čebašek, nosilec liste v prvi volilni enoti. Kot glavni njihov propagandni material je slednji označil prav lokalno pridelane pridelke in izdelke. Tamle zadaj so naše piline žemljice, že kar tradicionalne, ki pa žal v tej občini Medvode naletijo na zelo dobro prepustna ušesa, se pravi skozi eno uho noter, skozi drugo ven. Na vrhu njihovega programa 14 točkami, ki nosi naslov Ker nas poznate, sta poleg že prej omenjene izgradnje gasilskega doma in več sredstev za gasilska in ostala društva ter prostovoljce, pričakovano domača, lokalno pridelana hrana v vrtcih in šolah ter podpora sonaravnemu kmetovanju. Mislim, da je to zelo pomembno, da je to pomembno za zdravje naših otrok, saj hrana brez kemije z domačih njiv, ki je gospodar kmetije garantira za kvaliteto, je najboljše, kar lahko ponudimo našim otrokom. Kot prednostno nalogo Čebašek navaja tudi uporabo okolju prijaznih obnovljivih virov energije. Če pogledamo okrog naše polno gozdov in v teh gozdovih propada lesna biomasa, katero avstrijski kamioni veselo vozijo v Avstrijo, njim se splača, v Medvodah pa se pa to ne splača. V svojem nagovoru zbranim pod Črnetov in Toplerjem je izpostavil tudi, kot pravi, nefunkcionalno tržnico v središču mesta, ki se gradi za 800 000 evrov. Za ta denar dobimo šolo, dobimo vrtec, dobimo gasilni dom. Tržnica pa, kakor sem jaz videl, kakor se spoznam, kakor sem tehnična oseba, pa ni narejena po meri ljudi. Spet bomo vsi mokri, premraženi za 800 000 evrov. In v spravljivejšem tonu za našo televizijo. Rabimo dobro pokrito, zaprto tržnico, ki bo dobra za tiste, ki prodajamo in za tiste, ki kupujejo. Prizna sicer, da se je v iztekajočem mandatu veliko storilo, vendar se sprašuje o optimalnosti narejenega. Optimalno je pa takrat, ko se dela za ljudi, ko se snuje skupaj z njimi in ko se drži beseda. Optimalno je takrat, ko je občina za ljudi, ko so vrata občinska odprta, ko je župan na voljo vsem ljudem, ko ne rabi se jednim prej povedati, kakšen problem ga tišči. Da v tem kontekstu ni bila dovolj podprta niti iniciativa za konkurenčno lekarniško dejavnost, niti civilna iniciativa za izgradnjo privatnega doma za starejše občane. Zato so med prednostne naloge zapisali tudi izvedbo projekta Pametne vasi. To je en projekt, ki je resnično vsestransko dober in koristen za vse generacije in za vse pore življenja. Poleg posodobitve vseh cest v hribovitih področjih in brezplačnega dostopa do interneta je visoko na programu tudi izgradnja obvoznice za učinkovito prometno povezavo z Ljubljano. Kajti ta promet, ki se odvija tudi ne samo skozi Medvode, pač pa tudi kot domačin lahko ugotavljam skozi Varje, skozi Pirnče. To je nenormalno. Včasih čakaš po 50 minut, da prideš čez cesto, navadne vaške ceste. Nosilka liste Slovenske ljudske stranke v drugi volilni enoti je Urška Lenarčič iz Gornje Senice, nosilec liste v tretji pa Žiga Kršinar s Topola. Če gledamo kakšne medvoške spletne strani, povsod je Sveti Jakob na naslovnicah, pravimo turizem smo ljudje in mislim, da turizem smo ljudje res na Katarini, ki skrbimo za to urejeno krajino, pa ne samo na Katarini, tudi na Osovniku, v Sorju, v končni fazi, v vseh teh okoliških vaseh, ker občina je ena
naša občina ena velika vas, če smo lih pošteni. In me to res žalosti, da iz 3. volilne enote nimamo takih svetnikov, ki bi si jih želeli. Zato sem jaz rekel, zakaj pa ne. Slovenska ljudska stranka ima nenazadnje zelo dobro zgodovino in podpira kmečko prebivalstvo, podpira zavednost Slovenije, domovinskost. Prav tako v nedeljo, vendar popoldne na Starem gradu nad Smlednikom, prav tako z obetom dobrega domačega golaža, je srečanje s svojimi podporniki pripravil tudi županski kandidat Nejc Smole, ki ga predlaga Lado Vidmar in njegova skupina volivcev. Podpira pa v prvi vrsti nestrankarska lista Nejca Smoleta, v katero se je preimenovala dosedanja nestrankarska lista Glas aktivnih Medvoščanov ali na kratko GLAM. Dejanja, ne besede, je slogan aktualnega župana Nejca Smoleta ob ponovni kandidaturi. Najprej je bil čas za zahvalo, tako tistim, ki so s podpisom podpore sploh omogočili kandidaturo, tako njemu kot nestrankarskemu županu, kot tudi strankarski listi Nejca Smoleta. In zahvala vsem kandidatom liste. Pride čas, ko imaš občutek, da si gobal. Dejansko, kamorkoli prideš, imaš občutek, da imaš neko bolezen, kjer kogarkoli se dotakneš, se je on tudi nalezil. Temu se reče pač politika, očitno. In zato vam toliko bolj hvala vsem, ki ste bili pripravljeni iti tudi na listo, najdete 23 kvalitetnih kandidatov za to, da upamo jih postaviti pred ljudi in reči, s to ekipo upamo iti naprej, ni mačji kašelj. Na srečanju ob predvolilnem golažu se je zbrala lepa množica ljudi. Predstavili pa so se tudi kandidati liste Nejca Smoleta v prvi volilni enoti. Med njimi je tudi Smoletov protikandidati izpred 4 let Ivo Rep, takrat kot kandidat stranke Modernega centra, iz katere je potem izstopil. Midva z Nejcem Smoletom sva se spoznala 4 leta nazaj in pravzaprav že med predvolilno kampanjo ugotovila, da sva zelo podobna, da so najine misli podobne, da so najine želje, cilji, načrti podobni. Z delom občinskega sveta v iztekajočem mandatu, ki ga je spremljal prek televizijskih prenosov, je zadovoljen. Je mogoče bilo nekaj komunikacijskih šumov, ki smo jih občani zaznavali, vendar smo videli, da potem v neki naslednji, drugi seji se zadeve uresničile. Smole pravi, da je na programu veliko novega, obogatenega znanjem in izkušnjami. Recimo novega kulturnega centra ne upam več. To, kar sem pred 4 leti napovedoval, recimo je ena izmed redkih obljub, ki je ostala v celoti nedotaknjena, pač zato, ker vem, da občinske finance temu niso kos in da bo potrebno še kar nekaj časa živeti z recimo kulturnim domom v Medvodah. Spet drugi projekti, pa jih pred 4 leti niti ni bilo še na vidiku. Napoveduje dokončanje projekta Čisto zate in vse sočasne gradnje, izgradnjo odprtega telekomunikacijskega omrežja, izvedbe vseh že načrtovanih kolesarskih povezav, spodbujanje ohranjanja javnega potniškega prometa in ureditev problematike parkirišč in dokončno ureditev centra Medvod, vključno s Sotočjem. Obeta reševanje prostorskih stisk v osnovnih šolah in gasilskih domovih, fazno izgradnjo športnega parka, več vlaganj v kulturno infrastrukturo in povečanje višine sredstev za delovanje in programe društev na raven pred letom 2015. Izpostavlja ureditev novih površin namenjenih obrtnim conam. Izpostavlja tudi pripravo novih projektov za črpanje evropskih sredstev, nov prostorski načrt, izboljšanje upravljanja javnih zavodov in uvedbo participatornega proračuna. Gre za to, da se en določen procent, tukaj jaz ne govorim o prav velikih procentih, ker se zavedamo, v kolikšni meri je delež proračuna že prej razporejen, ampak vsekakor pa projekti, ki so za mikrolokalne skupnosti pomembni, da jih ljudje na nekakšnih mini zborih krajanov se odločijo, kateri je pa tisti, ki ga želijo v tistem letu izvesti. Tukaj bi najprej vzeli pilotni projekt 1-2 krajevne skupnosti, tiste, ki bojo mogoče najbolj pripravljene delati, hkrati bi ostale videle, da gre po našem mnenju to za dober pristop in potem upamo, bi tudi razširile, bi se ta projekt razširil. Kar se ostalih stvari tiče, pa treba vedeti, kje je meja zakonodaje pri krajevnih skupnostih, kaj nam je nažalost v zadnjih 4 letih tudi država predpisala in česar se moramo držati, kjer pa zakonodaja delovanja ne omejuje, pa seveda smo že v teh 4 letih z nekaterimi res odlično sodelovali. Tako kot pred 4 leti je na programu tudi reorganizacija občinske uprave. Jaz večkrat rečem mojim sodelavcem v občinski upravi, da dokler bom jaz v pisarni
pisarni bo edina stalnica, bodo spremembe. Pa ne zato, da bi ustvarjali izredno stanje, sploh ne, ampak zato, ker je vedno lahko narediš korak naprej. Pravi pa, da je občinska uprava naredila kar nekaj korakov naprej, predvsem v strokovnosti in profesionalnem odnosu do dela. Manjko pa ostaja v odnosu do občanov. Pravočasni odgovori, obveščanje mogoče javnosti v tem smislu na samem terenu, tukaj zagotovo še. Je pa res, da je tukaj tudi potrebno ločevati med tem, da odgovor je včasih tudi ne. Se pravi, odgovor občinske uprave, tako kot pravijo nekateri, da bo vedno ja, ne more biti, ker to bi predpostavljalo, da je naša vreča brez dna, pa ni. V torek popoldne so se pod Deželakovim kozolcem na Senici zbrali kandidati nestrankarske liste Sotočje in njihovi podporniki. Tudi oni so morali namreč zbirati podpise podpore, da sploh lahko kandidirajo. In še, nestrankarske liste morajo tako kot vsi nestrankarski kandidati za propagandni material prispevati iz svojega žepa. Jedro nestrankarske liste Sotočje predstavlja 5 občinskih svetnikov, ki so pred 4 leti kandidirali in bili izvoljeni kot kandidati nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode. Tako kot so pred 4 leti podpirali kandidaturo takratnega aktualnega župana Stanislava Žagarja, tokrat kot kandidati nestrankarske liste Sotočje javno podpirajo ponovno kandidaturo aktualnega župana Nejca Smoleta. Pred 4 leti me je gospod Stanislav Žagar povabil na listo NLCOM. In 4 leta smo mi vozili avtobus brez šoferja, brez prevodnika. V zadnjem času, pravzaprav zdaj v 3-4 mesecih, se je pojavila ponovno ta lista in je zaživela, kar pozdravljam. Ampak da podpiram Smoleta, v 4 letih smo toliko lepega naredili, toliko dobrega za občane, za napredek občine Medvode in smo konstruktivno sodelovali in normalno, da gremo z njemu naprej. Petek je bil mogoče malo kaotičen. Namreč župan nas je tak čas, ki je zdaj pred 4 leti poklical na zaprto sejo zožnega občinskega sveta in nam je predstavil finančno situacijo. Če se dobro spomnim, ne vem, naj me kdo popravi, če se motim, smo imeli 800 000 evrov minusa v prvem letu na računu občine Medvode in grozilo nam je, da bo občina nelikvidna. Danes je pa stvar taka, da imamo težavo z banko. Namreč mi smo rezervirali nek kredit pri neki komercialni banki, zdaj ga pa ne bomo vzeli, ker ga ne potrebujemo. Pravijo, je bilo oblikovanje nove liste edina možnost, da nadaljujejo delo kot občinski svetniki tudi v novem mandatu. Zakaj pa samo ime Sotočje? Zato, ker smo pač v Medvodah, na Sotočju, skratka obdajajo nas reke, ki na nek način nas razdvajajo, vendar pa mi v tem vidimo bolj povezovanje, kjer nas združujejo, ker na Sotočju je namen, da se ljudje srečajo, da se ljudje pogovarjajo, skratka, da bi živeli v eni simbiozi. Da torej novo ime nestrankarske liste izraža njihov način dela tudi v iztekajočem se mandatu. Vedno smo iskali v ljudeh in projektih in ostalih zadevah, ki smo jih obravnavali, pozitivne stvari. Nikdar nismo bili črnogledi, nikdar nismo nasprotovali nekim projektom. Če se nam je kakšen projekt zdel nesmiselen, smo z argumenti prepričali recimo nasprotno opcijo, da pač v to zadevo ne gremo in da mogoče tega tudi ne bomo podprli. V svojem volilnem programu so za vsako od 3 volilnih enot pripravili lokalni program s konkretnimi projekti, za katerega iz izkušenj vedo, da je tudi izvedljiv, ker da je finančno stanje občine bistveno boljše kot pred 4 leti, ko so začeli mandat. Mi nikakor ne podpiramo samo nekega centraliziranega urejanja v občini, ampak želimo, da se občina razvija sočasno na vseh področjih s potrebami, ki jih pokažejo lokalni prebivalci, tako da bomo v nekem doglednem času vsi živeli bolje in lepše v naši občini. Temelj njihovega skupnega volilnega programa je dokončanje vseh začetih projektov in v iztekajočem mandatu že načrtovanih projektov oziroma reševanje evidentiranih problemov. Predvsem pa naj bi bdeli nad uresničevanjem že sprejetih občinskih strategij v tem mandatu.
Torej nad izvajanjem cestno-prometne strategije, ki nalaga izgradnjo manjkajoče in obnovo dotrajane cestne infrastrukture, izgradnjo novih pločnikov in kolesarskih poti, ureditev prometa skozi Medvode in parkiranje ter povezovanje okoliških vasi s centrom Medvod, tudi z novimi realnimi avtobusnimi linijami. Kot strategijo izpostavljajo tudi sprejeti občinski prostorski načrti in posledično potrebo po komunalnem opremljanju v njem opredeljenih obrtnih con in izgradnjo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov na novi lokaciji in posledično ureditev Jeprške jame. Kot pravijo, pa bodo občinske svetnike tudi v novi sestavi spominjali na načrt razvojnih programov, torej tudi na prostorsko stisko v šolah in gasilskih domovih. Za cilj pa so si zadali tudi sprejetje strategije razvoja športa, turizma, kulture in mladine, s čimer naj bi dali podporo kakovostnim programom na teh področjih in tudi konkretnim projektom. Bolje za Medvode pa je geslo edine kandidatke za županjo občine Medvode, Alenke Žavbi Kunaver, ki za to funkcijo kandidira že tretjič. Leta 2006 in 2010 na takratni listi LDS, tokrat pa kot kandidatka Stranke modernega centra. V sredo dopoldne je na začasni tržnici sredi Medvod skupaj z ostalimi kandidati z liste mimoidočim predstavljala vizijo svojega dela in odprla programsko knjigo. Programska knjiga je v bistvu možnost, da občani vanjo zapišejo svoje želje, pripombe in predloge, saj kot je zapisano v propagandnem gradivu, bi bila Alenka Žavbi Kunaver županja s posluhom za vsakogar. In sem presenečena, je odziv letos kar velik. Ok, vsak ne želi upisati not, nam povejo, ampak je kar nekaj ljudi upisalo. Starejši bolj opisujejo glede pomoči starejšim, njihove potrebe. Mladi pa predvsem šport, kultura, skratka več aktivnosti. In mnenje ene izmed občank, ki je opisala svoje misli v programsko knjigo. Zelo podpiram bralno kulturo in sem zelo vesela, ker je Alenka bralka. Mi dve se vedno pogovarjava o knjigah. Všeč mi je tudi, ker knjige kupuje. V programu pa sem videla, da podpira tudi nadgradnjo knjižnice in ker sem sama navdušena bralka, sem ravno to zapisala. In mnenje ene izmed kandidatk na listi Stranke modernega centra, ki predlaga Alenko Žavbi Kunaver za županjo. Alenko poznam dlje časa, je odlična mama, soseda, je zelo povezovalna. Tudi v bistvu se angažira za spremembe v občini na bolje, je ekološko osveščena, je to družina športnikov, tako da je v bistvu veliko enih stvari, katere tudi jaz osebno podpiram. In poleg programske knjige še lokalno, Med in jabolka. Imamo tudi napisano Cenimo lokalno, ni naključje, da me je podprl tudi minister za okolje in prostor Jure Leben. Občina Medvode je poskrbela za sanacijo nekaj odsekov cest ter osnovno ureditev centra Medvodje, ocena stanja županske kandidatke Alenke Žavbi Kunaver in dodaja, sedaj pa je čas za bolj drzne in večje investicije in izpostavlja 6 prednostnih: gradnjo nove osnovne šole in vrtca v Preski, sodobnega centralnega športnega parka in večje lekarne, pomoč gasilcem pri večjih investicijah, obnovo kulturnih domov in posodobitev knjižnice s čitalnico. V nadaljevanju pa navaja še več kot 20 vlaganj v aktivnosti in projekte, ki naj bi vplivali na prijetno bivanje vseh generacij. Med drugim naprimer tudi brezplačne tečaje starejših za rokovanje s pametnimi telefoni in podobno sodobno tehnologijo. Mogoče to več vlaganja v ljudi, več ukvarjanja z ljudmi, več posluha za ljudi. Se mi zdi, seveda so investicije ključne in pomembne v občini, ampak razvoj ni samo vlaganje v beton in asfalt, razvoj je tudi to, da ljudem nekaj nudiš, da pravzaprav razvoj je zame to, da imajo ljudje možnost kvalitetnega bivanja. Strinja se z ugotovitvijo, da se volilni programi med seboj ne razlikujejo veliko, vendar bi si kot županja želela občinski svet, ki bi deloval tako, kot je v iztekajočem se mandatu svetniška skupina SMC. Kot županja bi želela biti seveda povezovalna, rada bi poslušala tako ljudi kot občinske svetnike. Občinski svet pa seveda aktiven in konstruktiven. V tem mandatu sem bila mogoče malo razočarana, ker na eni strani je bila večina občinskih svetnikov,
ki so se z vsem strinjali in neprestano glasovali za. Na drugi strani pa smo bili mi. Jaz sem imela to srečo, da nas je bilo več svetnikov v svetniški skupini SMC, vsak je pokrival svoje področje, vedno smo pridobivali zunanje informacije, klicali, osebno sem recimo večkrat na ministrstvih se pozanimala. Skratka, ko smo pridobili informacije, smo se usedli, uskladili mnenja in potem prišli s tem na občinski svet. V sredo popoldne, tako kot je to že tradicija, so se v gostilni Mihovec v Pirničah zbrali kandidati liste Nove Slovenije za občinski svet. Že pred začetkom volilne kampanje so na istem prizorišču gostili predsednika stranke Mateja Tonina. Na dan reformacije so predstavili svoj program dela, tokrat pa so predstavili občane, ki jih bodo zastopali. Uradno vsaj Nova Slovenija ne podpira nobenega od županskih kandidatov. Da niso zgolj priložnostna skupina kandidatov zbranih za potrebe lokalnih volitev, ampak da so skupnost, je bila uvodna misel predsednika občinskega odbora in hkrati nosilca liste Nove Slovenije v prvi volilni enoti Stanka Okoliša. Seveda želeli smo si, da bi na naši listi kandidirali ljudje, ki uživajo nek ugled, neko spoštovanje med so krajani, so vaščani. Iz prve volilne enote so se na tokratnem srečanju predstavili še Jera Rak iz Bil, aktivna karitativna delavka, sicer pa je kot mati slepe deklice opozorila predvsem na probleme vključevanja otrok s posebnimi problemi. Anton Marjasec iz Gornjih Pilnič, dobitnik plakete občine Medvode za življenjsko delo, ki je izrazil zadovoljstvo, da tudi mlajši somišljeniki nadaljujejo njegovo delo. Še en občinski nagrajenec, dobitnik plakete občine Medvode, Franc Bonča iz Hraš in še aktualni predsednik krajevne skupnosti Pirniče, Boštjan Kobe. Nova Slovenija preprosto zato, ker kot aktualni predsednik krajevne skupnosti v teh 4 letih mi je bila Nova Slovenija ob strani, ker so bile kakšne večje težave in v bistvu so mi podali nasvete, tudi v bistvu bodrili in pa spremljali vso to naše delo. Odločil sem se zato, ker sem po srcu ali pa po svojim navadam sem pritrkovalec in kot pritrkovalec imam iz zvonika dol krasen pogled na vsako vas. Nosilec liste Nove Slovenije v drugi volilni enoti pa je Vincenci Avguštin. Kandidatura je, da bi prispeval malo svoji naši krajevni skupnosti Senica, ker se čutimo deprivilegirane naspram krajevni skupnosti Medvode center. Pač komunalna opremljenost naše krajevne skupnosti je zelo slaba. Poleg Avguština se je kot kandidatka v drugi volilni enoti predstavila še mati 6 otrok, Mihelina Žebovec iz Medvod, ki je trenutno aktivna predvsem v župniji in v svetu osnovne šole, izziv pa da je za skupnost narediti še kaj več, in Matija Kavčič, ki je sicer član liberalne stranke, ker pa ta nima svoje liste, mu je po dejavnosti, kot pravi, najbližja prav Nova Slovenija. Ena od glavnih nalog prihodnjega občinskega sveta je po njegovem prevetritev občinskega prostorskega načrta. Potem, ko sem ga podrobno pregledal, ugotavljam, da je potreben temeljite prenove. Nosilec liste Nove Slovenije v tretji volilni enoti je Mirko Javoršek, predsednik krajevne skupnosti Sora in dosedanji predstavnik stranke v občinskem svetu. Pravi, da so izbrani kandidati izjemni ljudje. Prepoznani po svojem delu, po zavzemanju za skupnost. Mislim, da smo ponudili res pravi ljudi in tudi to smo z delom, ki smo ga nekako v teh zadnjih letih vršili skupaj, nekako že zdaj dokazali. Poleg Javorška so se na tokratnem srečanju predstavili še čebelar Miha Bukovšek z Golega Brda, ki pravi, da drugačna opcija kot kandidatura na listi Nove Slovenije zanj ne obstaja. Priseljenka v našo občino, sicer pa aktivna župljanka Špela Velikonja Bolta, ki pravi, da je vesela, da jo je pot po spletu okoliščin pripeljala v prijetno skupnost Sora. Metka Peklaj Pirko iz Rakovnika, ki pravi, da je od skupnosti veliko prejela in da je prav, da ji tudi kaj povrne. In Alojzija Bozovičar, aktivna članica krajevne skupnosti Trnovec in soustvarjalka številnih projektov, ki zase pravi, da raje dela, kot pa govori.
veliko se dogaja, ker tudi vidijo ljudje, ki se po dolini vozijo. Sem pa tudi pri civilni zaščiti in me to teši, ker bi rada videla, da se tudi tukaj nekaj naprej na tem področju naredi. Tokratne predvolilne aktivnosti pa zaključujemo še s stranko Zelenih Slovenije. Gre za novo združeno stranko vseh zelenih opcij, tudi zelene koalicije, ki jo je v zadnjem mandatu v občinskem svetu zastopal Dragan Đukić. Danes na tržnici, ko sicer ni običajni tržni dan, pod geslom Verjamemo, da nam je lahko bolje. Ponovno zastopnik zelenih idej v obsežnem, kar na 13 straneh zapisanem zelenem programu, občinski svetnik z najdaljšim stažem Dragan Đukić. Na listo Zelenih Slovenije jim je uspelo nanizati 19 kandidatov od 23 možnih. To so ljudje, ki so pripravljeni tudi žrtvovati svoj čas in znanje za ohranjanje ekologije, za ohranjanje okolja, ne samo zaradi nas samih, ampak tudi zaradi otrok, vnukov in tako naprej. Nosilec liste v prvi volilni enoti je Leon Stare, v tretji pa Gregor Pregrad. Zakaj Zeleni Slovenije? Pač zato, ker Zeleni Slovenije so se združili in smo zdaj enotni po celi Sloveniji. Bi se, glede na to, da sem jaz športnik in da veliko časa pač preživim v naravi, me zelo pač zanima in bi pač podprli vse programe, ki so pač na področju ureditev okolice občine Medvode, kot so sprehajalne steze, kolesarske steze, pešpot okrog Zbiljskega jezera in sotočje reke Sore. Tako kot jim je žreb namenil 11. mesto na glasovnici, so zapisali tudi 11 točk zelenega programa. Kot pravi Đukić, bodo predvsem spodbujali male in mlade podjetnike, predvsem tiste, ki delujejo na področju ekološke tehnologije. Turistično dejavnost kot gospodarsko panogo, razvoj ekološkega kmetijstva, nakup neprofitnih stanovanj, programe in projekte na tematiko ekološke osveščenosti, investiranje v kulturne institucije in zavzemali se bodo za odkup Lazarinijeve nepremičnine z namenom ureditve muzeja ter prostora za mlade in starejše. 3 prioritete pa so. Zdaj smo rekli, da vsi dobro poznajo ta problem regulacijske plinske postaje na Sotočju, ki je za potrebe Donita Tesnita. Jaz sem prepričan, da če pridemo noter, da se bo to v tem mandatu tudi uresničilo, da se prestavi na zemljišče Donita Tesnita. Druga prioriteta je ureditev lastništva lekarne v Medvodah. Jaz sem opozoril to 2-krat na občinskem svetu, da sem prepričan, da bi to morala biti last občine Medvode. Gre za veliko premoženje in potrebno je samo ta proces odpreti in dokazovati, da se ni uredilo pravilno takrat, ko je občina Medvode prišla nazaj v Medvode in praktično se ni spoštoval tale dogovor o delitvi premoženja. Tretja prioriteta pa je problematika azbesta. Jaz sem prepričan, da mi moramo nekako pristopiti k temu in odpreti proračunsko postavko za subvencioniranje zamenjave cementno-azbestnih strešnih kritin. To se je veliko že postorilo, so ljudje sami, ampak nekateri ne morejo in če bi jim ponudili kakšno subvencijo, bi se hitreje odločali in bi to. In v zvezi s tem je pa tudi dokončno zamenjati vse tele vodovodne cevi, ki so iz cementa azbesta, kjer so prvič porozne, ker so pokajo vsako leto in so tukaj velike izgube. Potem pa so tudi nevarne, ker tam na radiusu to pobira in nam pripelje tudi, ne glede na to, da imamo neoporečno vodo iz naših pip, nam pripelje tudi delce azbesta. Zeleni Slovenije so podpisali dogovor o podpori kandidaturi za župana Tomaža Kuralta. Ocena dosedanjega mandata pa? Moram biti kritičen in reči, če skupaj delamo za to občino, potem moramo tudi skupaj misliti za vse kraje, ne samo za tiste, odkudar izviramo oziroma kjer živimo. Sklop volilnih aktivnosti je zaključen. Še enkrat pojasnilo za vse tiste, ki ste morda preslišali. Naša uredniška politika v mesecu volilne kampanje je,
da gremo na največ 2 javna dogodka, ki organizira bodisi županski kandidat, bodisi lista kandidatov za občinski svet in nas nanj seveda povabi. Prispevki, ki so dolgi največ 4 minute, so informativni, brez komentiranja povedanega in slišanega. Včasih bi lahko rekli, žal, brez komentarjev in brez dodatnih vprašanj. Poleg projekta Čisto zate, torej izgradnje fekalne kanalizacije in sočasne gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in plinovoda, je največji projekt, ki se trenutno izvaja, ureditev mestnega jedra. Gre za projekt, ki je bil sicer kot idejna zasnova predstavljen javnosti že pred 2 letoma. Začetek del pa se je nekoliko zakasnil, saj je občini Medvode uspelo izvajalca izbrati šele s 3. javnim razpisom. Gre za urejanje dobrih 7000 kvadratnih metrov velikega območja v lasti občine Medvode. Večino zemljišč je bila sicer leta 2015 dobesedno prisiljena kupiti od denacionalizacijskega upravičenca družine Malgaj, saj je v preteklosti v prejšnjih mandatih občina že večkrat posegla na to zemljišče, ki torej ni bilo v njeni lasti. Na tem območju so bile med drugim načrtovane tudi stavbe, torej zaprta tržnica z lokali, vendar je občina te načrte opustila. 2 leti nazaj pa krajanom predstavila idejne zasnove, kako ne bi se to območje urejalo v prihodnje. Ja, pravzaprav se naš biro, to je 3 biro, že skoraj 6 let ukvarja z problemi urejanja mestnega središča oziroma krajevnega središča Medvod. Ker je problem, kje sploh je, ne? Projekt osrednje tržnice je zgolj sestavni del celostnega pogleda na območje od nadvoza nad Medvoško cesto vse do makadamskega parkirišča ob cesti komandanta Staneta v bližini občinske stavbe. Na ta način bi nekako to objeli skupaj z, bi rekel, sotočjem, ne? Eno osrednjo točko, eno osrednjo rečemo danes krajino mestno, ne? Ki je pravzaprav en težišče dogajanja v kraju, ne? Ker običajno taki kraji, kot so Medvode, iščejo svoje težišče, ne, ker se v bistvu premikajo, mogoče na uno stran ceste, ne, kjer so nastali pač novi takovi trgovski trgi, ne, ali mogoče nekje v enem novem delu, ne, in v bistvu je to iskanje središča in oblikovanje javnega prostora, ki ima tudi simbolni pomen, ne, sem uporabni namen zelo, eno ključnih vprašanj pravzaprav pri urejanju Medvod. No? Več razlogov je, da se projekt urejanja dela mestnega jedra, katerega sestavni del je tudi tržnica, izvaja šele ob zaključku mandata. Eden izmed njih je bila tudi poplavna ogroženost tega območja, ki je bila v letošnjem letu sanacijo in ureditvijo bližin reke Sore odpravljena. Vzrok, da se gradnja ni začela vsaj spomladi, pa je, da je občina uspela dobiti izvajalca del šele prek 3. javnega naročila. Občina Medvode je v spomladanskem času razpisala javno naročilo. Na to javno naročilo nismo prejeli nobene ponudbe. Potem smo javno naročilo ponovili. Prejeli smo le eno ponudbo, ki je bila enkrat višja od projektantske ocene, ki se je gibala okrog 800 000 evrov za sam projekt. Prispela ponudba je bila visoka 1,5 milijona. To je bilo pač za finančni okvir občine nesprejemljivo, zato smo javno naročilo ponovno ponovili pred dopusti. Dobili smo 4 ponudbe, ki so se gibale od 800 000 do 1,2 milijona evrov in potem smo pač skladno z postopkom zbrali najugodnejšega ponudnika, to je Gorenjska gradbena družba z svojo oceno 828 000 evrov in še nekaj. V okviru tega zneska se bo zgradilo pokrito tržnico, park in večnamensko prireditveno ploščad. Večnamenska ploščad bo locirana v križišču med Medvoško cesto in cesto komandanta Staneta in bo namenjena občasnim javnim prireditvam in druženju. Pozimi pa bo tu postavljeno drsališče. Zahodno od tržnice pa bo umeščen mestni park, kjer so načrtovana igrala za otroke, urbana oprema ter ploskovna fontana. Obstoječa drevesa, tudi mogočne platane ob križišču se ohranijo. Zasadila pa se bodo tudi nova drevesa in zelenje.
novo sadno drevje, urbani sadovnjak ter učni zeliščni vrt. Na osrednjem delu območja pa bo urejen večnamenski tržni prostor. Sam tržnični prostor je razdeljen na dva dela, se pravi na odprti del in na pokriti del. Pokriti del pomeni, da je v bistvu objekt pokrit z nadstreškom, z lesenim nadstreškom, umaknen je proti Jarčevi vili, se pravi, da sama lokacija stojnic ni več tako izpostavljena kot danes. Med objektom vile in med nadstreškom je dodatno zelena bariera, ki je v bistvu lahko neke vrste tudi protivetrna zaščita. Na tržničnem odprtem delu, ki je lociran med samim nadstreškom in Medvoško cesto, pa bo prostor za stojnice, za katera smo sredstva pridobili s projektom LAS. V manjšem lesenem objektu, ki je lociran prav tako pod nadstrešek, je predviden manjši lokal z vrtom, sanitarije, umivalnik in za celotno območje tržnice je predvidena tudi oskrba z električno energijo. Na očitke o morebitni nefunkcionalnosti tega projekta Koželj odgovarja. Ne moram trditi vnaprej, te očitki bodo lahko sledili, ko bo zgrajeno, ko se bomo pravzaprav ukvarjali z tem, kako organizirati dejavnosti na tem prostoru. Ampak ta javni prostor bo zasnovan po najmodernejših načelih, bi lahko rekel, da služi vsem namenom. Kot pravi Koželj, je namen tudi tržnega prostora ta, da ostane večnamenski in pretočen. Prostor ne le trgovanja, ampak tudi druženja, saj je prostorov, kjer se zelenjava in sadje prodajata v zaprtem prostoru, dovolj v neposredni bližini. Medijska hiša Eko dežela je že 4. leto zapored v posebni izdaji revije razglasila rezultate anket v projektu Naj občina 2018. V kategoriji večjih občin je občina Medvode uvrščena na odlično 2. mesto. Iz uredništva revije sporočajo sledeče. Tako so odločili občani, ki so kvaliteto življenja ocenjevali preko 5 različnih kazalnikov. Županski kandidat Tomaž Kuralt je na srečanju pod Črnetom in Kozolcem navajal prispevek iz revije Moje finance iz začetka lanskega leta, v katerem je bila občina Medvode uvrščena na 41. mesto po kvaliteti bivanja glede na statistične kazalce, kot so kakšna je plača, kako visoka je brezposelnost, koliko prodornih podjetij je v občini, kako ugodne so cene stanovanj in koliko je depresivnih in bolnih ljudi. Medijska hiša Eko dežela pa je pozvala k sodelovanju prebivalcev vseh slovenskih občin, da so v anketi ocenjevali 5 različnih kazalnikov zadovoljstva z življenjem v svoji občini. Kako občina skrbi za okolje, za zdravstvo, zdravje in rekreacijo, za ranljivejše skupine, kako s prometno infrastrukturo skrbi za pešce in kolesarje, ter ali se turizem razvija v pravo smer. Občina Medvode je najvišji oceni prejela v kategoriji skrb za razvoj turizma in skrb za okolje in se uvrstila na 2. mesto v kategoriji večjih občin. Pred njo je bila občina Žalec, za njo pa občina Rogaška Slatina. Že 74 let je, odkar je zaradi hude nesreče ob preizkušanju novega orožja umrl legendarni komandant Franc Rozman Stane. V spomin na ta dogodek predstavniki medvoške borčevske organizacije vsako leto pripravijo spominsko slovesnost ob njegovi rojstni hiši v Spodnjih Pirničah. Tokrat so to storili v torek, dan pred obletnico njegove smrti. No, isti dan so položili tudi venec ob njegov spomenik v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, ki se je nekdaj imenovala po njem. Tudi letos, kot vsako leto, so se obletnice smrti Franca Rozmana Staneta spomnili s komemoracijo v Spodnjih Pirničah pred njegovo rojstno hišo. Predsednik Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Medvode je v svojem govoru opomnil, da je žalostno, da ni prisotnega nobenega predstavnika Slovenske vojske, nobenega od vidnejših predstavnikov lokalne skupnosti in kot je dodal še v izjavi, da je žalostno tudi to, da ni niti enega šolarja in da se zgodovina ne prenaša na mlajše generacije. Težko je odgovoriti, zakaj. To so junaki, ki jih slovenski narod ne sme nikdar prezreti. To je del naše kulture, naše zgodovine. Kaj bi bilo, če teh ne? Jaz se to sploh ne morem predstavljati. Tisti, ki danes tega ne razume, kako je to pomembno bilo
in kakšne še danes, da ohranjamo ta slovenski zemljo. Se bojo prišli drugi z denarjem, pa bojo rekli, koliko, pa bojo enostavno bojo vzeli. Tako se nam slabo piše. In žalostno je to, da danes v tej krajevni skupnosti, ki je ena največjih v občini Medvode, ni mladine, ni šolarjev, niso seznanjeni, kot da imajo popolne šolo. Rečem, da bi to bilo dopolne. Tu ni odgovora na tako vprašanje. Ni. Ker je letos tudi leto varstva kulturne dediščine, je vzpostavil tudi vzdrževanje rojstne hiše komandanta Staneta kot primer dobre prakse. Izredno lahko smo zadovoljni, da imamo dobrega vzdrževalca te stavbe. Bodite pozorni, da je nova fasada narejena. Brez da bi kakšen kaj denarja dal k temu. Da je to vse zeleno, da je obzorno vzdrževano. Kljub svoji starosti, ki ima stavba verjetno več kot 200 let in 6. Kako bo naprej, se moramo še pogovarjati. Upam, da bo toliko morale in ljubezni, ne samo do Staneta, ki je nesrečno preminil pri 33 letih, takrat kot Kristus, jih je imel tudi 33 in pustil tako bogato zgodovino. Za kratek kulturni program je poskrbel pevski zbor Sončna jesen Društva upokojencev Medvode in Oder treh herojev Kulturno-umetniškega društva Pirniče oziroma Anica Horvat, ki je, kot je dejala sama, že od malega zvesta ohranjanju spomina na partizansko dediščino. Bi rekla, da je to najbrž stvar posameznika, kakšen je tvoj odnos do te stvari, in moj odnos do obdobja NOB je zelo pozitiven in verjamem, da je to stvar, ki je močno vplivala na to, da smo danes v samostojni Sloveniji, in spoštujem ljudi, ki so se borili za domovino, tako da rada prebiram besedila, ki so nastala iz tistega časa. Tudi sem vesela, da še danes nastajajo besedila, ki so posvečena tistemu času in tistemu obdobju, tako da ko to kaj preberem, pa mi je všeč in si zapomnim, prepišem ali pa naučim, tako da ni tako zelo težko. Tako je izbrala nekaj iz tekstov Karla Destovnika Kajuha, Edvarda Kocbeka, Vide Brestove, Vinka Moderndorferja in še. Znameniti to pa je že kar nekaj, kar pa jaz izjemno rada povem, nagovor domovini, ki ga je napisal Ciril Kosmač, in ta tekst sem jaz našla v čitanki za 3. razred osnovne šole še od svoje mame nekje na Podstrešju, in to sem našla, ko sem bila stara nekje 10 let, pa mi je bilo že takrat všeč, tako da to pa res rada povem. Na prireditvi so bili prisotni tudi praporščaki, ki so se poklonili spominu na komandanta Staneta, ki je bil 3. komandant slovenske partizanske vojske, vendar prvi, ki je bil imenovan kot vojak in ne kot politik. Kljub svoji mladosti je bil že legenda, karizmatična osebnost in eden redkih Slovencev, ki so mu to priznali še za čas življenja. V njegovi rojstni hiši pa je tudi mala muzejska zbirka. Kadarkoli bodo vrata odprta, se je v neposredni bližini so vedno nekdo doma. Če pa ne, naj se oglašajo pri meni, pri Zvezi borcev v Medvodah. Bojo še kaj drugega slišali, ne samo v tem. Še kaj tisto, kar jih bo kakšnega zanimalo. Vojašnica Edvarda Peperka v Ljubljani v torek ob 8:30 zjutraj. Zadnja leta tako, kot smo vajeni, dež, in tokrat tako, kot nismo vajeni, brez postroja, zgolj dvig zastave. Nato pa sta predstavnika Medvoške borčevske organizacije Vladimir Bartoncelj in Anica Horvat ter predstavnik občine Medvode, župan Nejc Smole, položili venec ob spomenik komandantu Stanetu. Spomenik dela kiparjev Pirnat je bil na tem mestu postavljen leta 2003, ko se je vojašnica še imenovala vojašnica Franc Rozman Stane, predtem pa vojašnica Bratstva in enotnosti. Odločitev, da se poimenuje po Edvardu Peperku, ki je bil sicer na prvi
prvih žrtev za samostojno Slovenijo, je pred dobrimi 6 leti sprejel takratni obrambni minister, po materi prav Pirničan Aleš Hojs. Leto kasneje pa je obrambni minister Roman Jakič po komandantu Stanetu preimenoval vojašnico Celje. V sredo so v društvu upokojencev Medvode pripravili sedaj že tradicionalni 5. krompirjev dan, na katerega so povabili tudi prijateljsko društvo iz Kočevja. Postregli so nam z več kot 20 jedmi iz krompirja, k temu pa dodali še eno super živilo, in sicer zelje. V prostorih društva upokojencev Medvode je to sredo dišalo po vseh dobrih jedeh, ki se jih da pripraviti iz krompirja. Več kot 20 jih je bilo. Ker je šlo že za tradicionalni 5. krompirjev dan, so tudi letos pripravili novost. Vsako leto je krompir, pa še nekaj zraven. In letos smo izbrali super živilo zelje. Zelje v vseh oblikah. Navadno zelje, rdeče zelje, kislo zelje, zelje kot solata, zelje kot omaka, zelje kot priloga, plus krompir. Ja, zelje je naša hrana, ne? V Sloveniji to uspeva, popularno je, uporabno je in zdravilno je. Na Slovenskem ima krompir dolgo zgodovino, saj je že cesarica Marija Terezija bila tista, ki je z okrožnico pred 250 leti zapovedala sajenje krompirja na Slovenskem, da bi izboljšala prehrano. Kmetje so se sprva upirali sajenju te poljščine, kasneje pa so jo sprejeli in posvojili za vsako letno pridelavo. Prav tako pa je krompir danes 4. najpomembnejša kulturna rastlina po količini pridelane hrane na svetu in bistven del kuhinje tudi drugih številnih kultur. Ja, letos sem zelo presenečena, prijetno presenečena, 24 različnih jedi krompirjevih je tukaj zdaj predstavljenih. To je rekord. V 5 letih ni bilo nikoli toliko. Medvoški upokojenci so v svoje vrste povabili tudi goste iz sosednjih društev, predstavnike občine in drugih organizacij, pa seveda tudi pobratano društvo Kočevje, kar 20 se jih je letos odzvalo povabilo. V knjižnici Medvode so v torek odprli fotografsko razstavo Irene Krasnik z naslovom Stara Vaška in mestna jedra. Obiskovalci si tako lahko niz črno-belih in enobarvno fotografijo na to temo ogledajo še dobrih 14 dni. V knjižnici Medvode so v torek s kratkim kulturnim programom odprli drugo samostojno razstavo domačinke Irene Krasnik z naslovom Stara Vaška in mestna jedra. Vse fotografije so bile v črno-beli tehniki, razen ene osrednje barvne fotografije Ljubljane. Zato, ker me ta stara arhitektura res velikrat zelo pritegne, včasih tudi spodbudi, mislim, da je treba čas kaj porihtati, ampak ne na tak način, ki ni treba, ampak na, mislim, pravilen, kaj bi rekla, da ostane tako, kot je, samo da se majčkeno sanira. Sploh so mi všeč tam stara jedra, mestna in vaška. Vzela sem pač samo slovenska, čeprav v zbirki imam ogromno teh fotografij, tudi slovenskih več, seveda, treba je bilo zbrati. Nisem se tujih čist nič dotikala, mogoče to bi bila mogoče lahko še kakšna, ampak slovenska so mi pri srcu. Prav žalostna sem pa bila, ker v Medvodah samih pa nekaj podobnega, nobenega pametnega motiva nisem našla. To me je majčkeno razočaralo. To je pa narava v jutranjih meglicah. To imam zelo rada, sem tega je zelo malo v mojih zbirki, zato ker sem zaspanci. S fotografiranjem se je začela ljubiteljsko ukvarjati med potovanji že vrsto let nazaj. Nato se je vpisala na tečaj in od takrat se tej dejavnosti posveča še bolj resno, saj deluje tudi v fotografski sekciji društva Fofite. Trenutno nimam v mislih v bistvu nič takega, razstavljali bomo na skupinski razstavi v decembru, tudi v knjižnici Medvode, sicer na temo gledališče, ker moramo tudi malo našim gledališčnikom se posvetiti, ker smo pač skupaj v istem kulturno-umetniškem društvu. Za naprej pa trenutno nimam nobenih, bom videla, skupinske razstave, da ja, samostojna pač malo del nastaja in tudi moram kakšno res zanimivo temo najti, ker se ne rada ponavljam. Imam zelo rada naravo, ampak to sem že tudi velikokrat pokazala.
Tako da se pravi, mogoče bom šla v kakšne detajle, zelo me privlačijo strehe, dimniki, bom videla. Za kulturni program ob odprtju razstave je poskrbela z recitiranjem pesnica Agata Trojar, s petjem Sončna jesen in trio harmonik upokojenskega društva Medvode, katerega aktivna članica je tudi Irena Krasnik. V nedeljo so v Kulturnem domu Pirniče priredili literarni večer v duhu 1. novembra. Udeleženci večera so se ob vodenju Anice Horvat spominjali vseh preminulih prijateljev, znancev in svojcev. Organiziran je bil z namenom mogoče posvetiti majčkeno vse skupaj 1. novembru, obdobju, ko se spominjamo na tiste, ki jih ni več med nami, pa jih nosimo v srcu oziroma nas spremljajo tudi še dolgo potem, ko odidejo od nas. Pa majčkeno temu, da je poezija, literatura bolj čas za jesenske toplejše dni, ko je fino, da nas tudi topla beseda malo ogreje. Anica Horvat se je tako ob spremljavi glasbe godalnega dueta in recitiranju Marusigovih hajkujev spominjala oseb, ki so v njenem življenju zapustile pečat. Kot sem rekla tudi na sami prireditvi, da sem pri večeru štartala iz svojega osebnega življenja, ki ga razdeljujem v 3 predalčke. V enem predalčku je moja družina, v drugem je gledališče in v tretjem so moje gore, ki jih imam zelo rada. Tako da je bil tudi ta dogodek posvečen ljudem iz gledališkega sveta, ki so odšli in jih zelo, zelo pogrešamo in nosimo še sabo. Pa tudi iz mojega osebnega gorskega sveta, ker sem izgubila nekaj sebi zelo, zelo dragih prijateljev in jih, moram reči, pogrešam. Hkrati je bilo pa tudi posvečeno spoznavanju haiku poezije, ki je mogoče marsikdo še ne pozna tako dobro, pa je tudi take vrste poezija, da ponotranji, da res lahko ob njej začutiš, greš vase in pač se imaš lepo, ko si sam v sebi. Nažalost se je samega dogodka udeležilo malo ljudi, kar je v sedanji družbi, ki ima mentaliteto, da je treba težke stvari, kot je tudi smrt, čim prej pozabiti, bilo za pričakovati. A to ni ustavilo organizatorke, ki meni, da se na to ne sme pozabiti, saj, kot pravi, je oseba živa toliko časa, kot je živ spomin nanjo. Poročamo o rezultatih starejših selekcij NK Jezero Medvode v preteklem tednu. Ekipa Združenih mladincev Škofja Loka Medvode je v 10. krogu Gorenjske nogometne lige v gosteh izgubila proti NK Žiri z rezultatom 2:1. Ekipa kadetov pa je doma premagala Visoko Preddvor z rezultatom 10:1. V drugi slovenski košarkarski ligi je bil odigran 5. krog. Košarkarji Brinoksa Medvode pa so na domačem parketu slavili svojo prvo letošnjo zmago proti ljubljanskim Parkljem 87:66. V slovenskih kegljaških ligah so bile odigrane tekme 6. kroga. Hidro je v prvi B ligi izgubil na domačem kegljišču z 2:6. V ljubljanski ligi je bil odigran 4. krog. Hidro 2 je premagal ekipo RTV. Medvode pa so tekmo prestavile. Policisti sporočajo, da so obravnavali 3 prometne nesreče na območju občine Medvode. Ena se je zgodila v Trnovcu, udeleženo je bilo samo eno vozilo. Zgodila pa se je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. 2 prometni nesreči v Medvodah pa sta se zgodili zaradi neupoštevanja prometne signalizacije. Policisti so obravnavali tudi skrunitev groba, poskus vloma v kontejnerje v Medvodah, tatvino žlebov v Pirničah, vlom v stanovanjsko hišo v Valburgi, poskus vloma v hišo v Medvodah in še en vlom v hišo na Ladji. Zaradi pogostih vlomov in tatvin vas seveda ponovno pozivamo na previdnost in prošnjo policije, da jim opažanje sumljivih oseb ali avtomobilov sporočite na intervencijsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 200. Obveščajo vas še, da bodo v prihodnjih dneh poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in opozarjajo, da naj tisti, ki so pili alkoholne pijače, ne vozijo. To je bila prva informativna oddaja televizije Medvode v HD tehniki, v kateri lahko odslej spremljate tudi naše videostrani. Spremljajte nas torej še naprej
Z novimi aktualnimi novicami bomo z vami spet prihodnji četrtek. Nasvidenje!